Evo. Prvo pripasati, ja, to je prvi varnostni. Red je vedno pas pripet. Tako. Tekstanje med vožnjo je verjetno kar velika problematika, tudi pri nas vedno bolj. Mogoče lahko strežeš kakšnimi podatki o tem, koliko nesreč mogoče se zgodi ravno zaradi tega. Ja, čisto tak. Tukaj enih kup podatkov. Zdaj vas ne bom zasipal, ampak gre predvsem za 30% daljši čas, če uporabljaš telefon, dejansko reakcijski čas. Če uporabljaš mobilni telefon, 24-krat večja možnost prometne nesreče. Potem tista neprijetna, da te vdari 120 € dejansko po denarnici. Tudi nekateri primerjajo vožnjo z vožnjo za telefonom, kot da imaš 0,8 promila alkohola v krvi, kar pa v bistvu sploh ne gre. Ne? Ja, kaj pa mogoče naprej prav o projektu, zakaj pa ne, pripravljaš ga s kolegom, ki ga sicer trenutno ni z nami, ampak mogoče lahko poveš kaj več o samem projektu, kako sta ga zastavila, kaj sta že izvedla, kaj še imata v načrtu? Tako je, projekt sva izvedla z Gregorjem Ahmanem, ki je trenutno službeno odsoten, ravno kar je začel za novo službo, tako da to je, držimo pesti. S projektom pa je tako, da sva dejansko bil je razpis za mlade kreativce na Slovenskem oglaševalskem festivalu, na katerega sva se prijavila in dejansko po oddaji projekta sva se odločila, dajva vse imamo pripravljeno, dajva ga tudi objaviti online na splet, pa dejansko da opozoriva javnost. Zadeva pa je ta, da sva lansirala viralni video, kjer je prikazano dejansko, kje vse je možno tekstati, čeprav tega ne delamo, torej pod tušom, ko plavam, ko se imam fajn za svojo najboljšo polovico in tako naprej. In dejansko preko takega smešnega načina, kjer je dejansko končni slogan tekstam, ko kravljam, recimo zakaj pa ne, torej zakaj pa ne, naj bo tisti trigger, kateri te pripelje do obiska spletne strani, kjer pa so dejansko podane vse informacije o celotni kampanji, torej tekstam, ko vozim, zakaj pa ne. Zadeva pa je sledeča, da za naprej trenutno imamo neke odprte možnosti, mogoče sodelovanja s kakšnimi drugimi inštitucijami, katerim se zdi zadeva interesantna. Mogoče bomo kontaktirali kakšno ministrstvo, bo kakorkoli, bo pa zagotovo še kakšni drugi zanimivi projekti s časoma prišli. Je pa res mobilni telefon kar velik del našega življenja, recimo, če pogledamo pešce, najdemo kar vsaki tretji, četrti mogoče s telefonom v roki. V avtu verjetno ni kaj drugače, mogoče je bil to ta povod za ta projekt ali pa mogoče kakšna bolj osebna izkušnja? Čisto tako je, da ljudje dan danes, se mi zdi, se ne moramo ločiti te naše digitalne naprave, naj bo to tablica, telefon, kakorkoli. In vsi mislimo v avtu, sej samo vozim, v bistvu imam čas, lahko na hitro kaki post naredim, SMS, klic, karkoli in dejansko ja, to je kar problem tudi pešci med drugim, ker gledajo v telefon, ker preko ceste za pešce, čeprav imajo prednost, ampak pri nas je kultura vožnje dokaj slaba, se ljudje ne zastavijo. Tako da ja, v vsakem primeru ljudje preveč uporabljamo mobilni telefon, v vsakem primeru več bi se mogli družiti, da se je začela pomlad, kako lepo vreme imamo. Tako da ja, zelo neprijetno, v bistvu smo oba imela, ampak že kar pred časom, malo je to že tudi zbledelo iz spomina, hitro pozabimo neprijetne stvari. Ja, oba smo imela prometno nesrečo, dejansko jaz sem hotel se javiti na klic, pogled na telefon, pred mano se obrne dejansko luč semaforja na rdečo, pred mano človek zabremza in hop, jaz sem že bil v ta zadnji plati njegovega avtomobila. Dejansko bi si želela, da jih v prvi fazi nasmejiva z videi, pa jim dejansko spustima nekje v odzadju glave to sporočilo dejansko, zakaj pa ne, naslednjič, ko bojo v avtu se pohteli pograbiti telefon, bo jim prišlo, joj, ne, tokrat pa ne, bom ga pustil na strani. Mogoče najboljše, ker da naviješ malo bolj na glas radio, poslušaš dobro muziko in je to to, ne. Ta digitalno zlo nas vedno bolj veže k temu, da moraš zdaj, takoj se imaš telefon pri sebi, ne, če se spomnimo tistih lepih dobrih časov, ko so bili še samo domači telefoni, si poklical nekoga domov, če ga ni bilo, si točno vedel dejansko, kje se nahaja, ne. Res je, da zdaj tu pri sestankih pa tako mogoče moraš biti malo bolj odziven s tem, da avtobusna postaja, na hitro se zaustaviš, odgovoriš in je situacija lahko tudi hitro rešena. Z AMZS-jem je tako, da smo jih
s projektom seznanila, lepo prosila mogoče za kakšno sodelovanje. Bili so toliko odprti, da so dejansko podarili 5 paketov tečajev varne vožnje na Vranskem, kar se nam zdi zanimivo. Je še tudi 10 paketov praktičnih nagrad, katere dejansko bo AMZS podelil. Gre se pa za to, da lahko vsi sodelujete v nagradni igri, ki poteka dejansko na Facebooku. Za osvojitev nagrade pa je potrebno narediti eno odpičeno fotografijo, kje dejansko uporabniki uporabljajo svoj mobilni telefon. In vsaka kreativnost bo dejansko nagrajena z enim tečajem varne vožnje.